časopis, ki ga je izdajal duhovni svetnik Mergun, kateri je bil pohitev čez morja za množico Slovencev, ki so se selili v Argentino. Zvedel je, da je v Argentini mnogo tisoč Slovencev, da pa ni nikogar, ki bi jim povedal, kaj je Bogu v lastnem jeziku. Politična aktivnost v Metliki mu je nakopala nasprotnike, ki so si ves čas prizadevali za njegov odhod. Aktivnost pri pripravi volitev ga je pripeljala celo na zatožno klop, kjer je bil obsojen na 6 mesecev. Pokliče ga škof v Ljubljano, da mu predstavi položaj. Nato je bil premeščen v Zagreb. Dne 12. novembra 1933 se predstavi Slovencem v Zagrebu. Bilo jih je v mestu kakih 10 000. Slovensko središče je bil Slomškov dom. V prostorih Slomškovega doma je bila tudi Danica, društvo slovenskih katoliških akademikov. Obstajala je poleg tega igralska družina, ki je pogosto prirejala odrske predstave. Njegovo delo je bila dušna skrb za vse Slovence in duhovno vodstvo organizacij. Imel pa je tudi delo časnikarja. Neki dan mi poštar prinese revijo Duhovno življenje, ki jo je začel izdajati selinski duhovnik Jože Kastelic za Slovence v Argentini. Torej se je le dobil duhovnik, ki je šel v Argentino. Tako je sedaj nepotrebno, da bi jaz še kaj na to mislil. Ko pa začnem revijo prebirati, sem kmalu sprevidel, da išče gospod Kastelic pomočnika. Pa dobim prav tedaj nenaden obisk. Bil je skopski škof dr. Janez Gnidovec, nekoč moj rektor v škofovih zavodih v Šentvidu. Le kaj ga je prineslo? Kmalu sem zvedel. Poznal me je in je prišel poskusiti, če bi me mogel pridobiti za Južno Srbijo. No, ta je pa lepa. Na vse kraje naj grem, vse povsod naj se potikam in vendar moj poklic naj bi bil od začetka kaplan in kasneje župnik, ki je v Sloveniji. Ljubeznivo sem ga odpravil, pa vseh teh znakov Božjega vabila ne zavrgel. Dve novici sta tiste dni ponudili časopise. Smrt kralja Aleksandra in Mednarodni evharistični kongres v Buenos Airesu. Ta dogodek nikakor ni bil brez pomena, kajti vabilo gospoda Jožeta Kastelica mu je še vedno odmevalo. Prej kot v letu delovanja v Zagrebu je bil odpoklican. Iz Zagreba je prišel v Kostanjevico. Z župnikom sta si porazdelila delo. Njegovo je bila šola, prosvetno delo, katero je poživil z dejavnim dranskim odsekom in z ustanovitvijo knjižnice. Bila je to že tretja, ki jo je poklical v življenje. Prva na Petkovcu, v svojem rojstnem kraju, druga v Metliki. V juliju 1935 je bil na duhovnih vajah v škofovih zavodih v Šentvidu. Po končanih duhovnih vajah stopi do škofa dr. Rožmana in mu reče: Preuzvišeni, ne bi hotel, da postanem žrtev pustolovskih sanj, a tudi ne bi hotel, da mi ostane očitek, da sem se izmaknil rokam Božje previdnosti. Že dolgo se mi vsiljuje misel na Argentino. Zaradi bolezni sem jo enkrat že pokopal. Toda sedaj, na duhovnih vajah, je spet tako vsiljivo stopila pred me, da ne morem mimo nje, ne da vas vprašam za svet. Kaj se vam zdi? Ali naj grem, ali naj te sanje dokončno pokopljem? Pa presodi gospod škof. Gospod Janez, pojdite. Bil sem v Severni Ameriki in videl, da je duhovnik našim ljudem v tujini nujno potreben. Kar pripravite se. Gospod Kastelic vedno priganja, naj še koga najde. Vas je poslala Božja previdnost. Pojdite. O pripravah na pot v Argentino je od prijatelja sodnika izvedel, da se pripravlja aretacija. Ni očakal in jo hitro ubral proti domu na Petkovec.
Čez 2 dni je dr. Korošec prevzel notranje ministrstvo. Drugi dan je bila objavljena amnestija, ki je rešila tudi njega. Brez skrbi se je vrnil v Kostanjevico, takoj stopil na glavarstvo v Krškem in dobil potni list za Argentino. Odločil se je za francosko linijo in proti koncu leta 1935 vzel karto za ladjo Marsilija. Po Božiču in novem letu je skočil domov na Petkovec. Zbrali so se sestre, bratje. Zapeli so: v dolinci prijetni je ljubi moj dom, nikoli od njega podal se ne bom. Ni šla od srca, ker ni odgovarjala resnici. Stopil je še do domače cerkve, poslovil se je od župnika in prijateljev iz Rovt. Od cerkve, kjer je prijel vse zakramente. Od te cerkve, kjer so tako nebeško lepo peli, od teh zvonov, katerih ni enakih na svetu. Nato je prišlo dokončno slovo. Že je bil naprežen konj, Peter z bičem na koleslju, mati z blagoslovljeno vodo. Pojdi v Božjem imenu, Bog in Marija naj te vodita. Vsako jutro bom pogledala na sonce in vsak večer na zvezde in luno in bom vedela, da jih tudi ti vidiš. Poslednji stisk roke in poslednja beseda. Mati, če Bog da, se čez 5 let vidimo. Pa jih je moralo miniti 4x5, da sem se vrnil na Petkovec. Zadnji teden pred odhodom je še enkrat obiskal Metliko in Kostanjevico, da se tudi tam poslovi. Poslovil se je od škofa dr. Rožmana, ki mu je zagotovil, da je vedno dobrodošel, če mu tujina ne bo ustrezala. Ob 7 sem že udobno sedel na vlaku in tako odrinil iz Ljubljane 5. februarja 1936. Še en pogled na Ljubljanski grad, pa sem krenil na daljno pot. Pa že smo drveli proti Brezovici in skozi gozdove. Spodaj je ležala Cankarjeva vrhnika. In že je bilo to Lugaško polje. Gori me je pozdravljala poslednje slovo Petkovška cerkvica ter tajni odmev pesmi tolikokrat zapete, pa nikoli več ne grem s Petkovca preč. Solza mi je orosila oko. Domovina mi je nudila zadnji pozdrav, ples snežin. Kdo ve, če ga bom še kdaj doživel.
si je vmes ogledal znamenitosti v Trstu, Milanu, Parizu in tudi za postanek pri Lurški Mariji je bilo dovolj časa. 16. februarja 1936 ob 10. uri je ladja izplula iz pristanišča na pot čez Atlantik in Evropa je ostala za njim. Med potjo si je veliko časa vzel za učenje novega jezika. Zadnji dan vožnje je bila nedelja. Pot že ni bila več samotna. Počasi se je začelo kazati obrežje z zgradbami, z nočjo so bili v Buenosareškem pristanišču. Imel sem nekaj naslovov. Upal sem, da me bodo čakali, to da bilo ni nikoga. Niti psa, ki bi me odlajal. Bridko sem občutil to. Zato sem se tem bolj potrudil pozneje, ko so prihajali brezdomci v Argentino. Tujega, zelo samega, tako neskončno samega sem se počutil, da bi kar zajel. Res me je bolelo, da nisem našel živega bitja, ki bi mi prišlo stisniti roko v pozdrav. Vzel sem roke Molek in pri drugi skrivnosti obiskanje tete Elizabete sem doumel, da je tako tudi dobro in prav. Komaj sem zmolil molitev do konca, je minila moja otožnost in sladki sebe zastavil v deželo pozabe. Revija Duhovno življenje, ustanovljena sprva kot priloga Slovenskega lista, se je leta 1934 osamosvojila. Ustanovitelj in prvi urednik je bil gospod Jože Kastelic. Pred prihodom v Argentino je izšla že 102. številka. Tudi Hladnik je revijo dobival že v Zagreb in Kostanjevico. 6. marca 1936 je izšla 103. številka, ta pa že pod njegovim vodstvom. Poleg tega je bil odgovorni urednik Slovenskega lista. Tudi v tistem tedniku je išlo mnogo njegovih črtic in slik, ki jih je posnel med obiski pri Slovencih. Leta 1939, 3. septembra po noči, je zaslišal kričanje časopisnih raznašalcev bolj glasno kot navadno. Začel se je vojni ples. Hitler je udaril na Poljsko. Zagomazelo me je po vsem telesu. Vedel sem, da se je požar vnel. In kje se bo ustavil? Ko je zjutraj prišel gospod Kastelic, sva preudarjala položaj, ki je nastal. Janez, le pripravi se na najhujše. Če ne bo že pred to zimo, bo gotovo drugo leto, ko pridemo mi na vrsto. To, česar ne razumem, je, kako je mogoče, da sta se Hitler in Stalin pobratila. V začetku marca leta 1940 se je v Andih smrtno ponesrečil gospod Kastelic. Tako je Hladnik ostal sam. Odmev vojne v Evropi je postal čedalje glasnejši. Med rojaki je začela pihati rdeča sata. Posebni oddelek pri policiji se je zaradi tega začel zanimati za slovenska društva in časopisje. Da bi se tedniku Slovenski list ne zgodila kakšna nevšečnost, ga je pokril svojo duhovno suknjo. Pisal je razna poročila in črtice. Ljudje so njegovo pisanje radi brali in tako je držal ta položaj vse do leta 1944, ko je Titova propaganda osvojila javno mnenje in se je moral umakniti iz uredništva. Na cvetno nedeljo, 6. aprila, so Nemci napadli Jugoslavijo. Ko je prebiral vojna poročila, je izvedel, da je bilo nekaj boja z Nemci na Dravi in še ponekod na slovenski meji. Italijanske čete so prodrle do Ljubljane, na to pa nobene informacije več. V juliju 1941 dobim pismo. Pisal mi je Franc Gabrovšek, moj novomašni govornik. Kako je doma, ne ve nič. On je odpotoval kot odposlanec Slovenske ljudske stranke v Jeruzalem.
Pri bombardiranju Beograda je bil ubit dr. Kulovec. V Ljubljani se šopirijo Italijani, v Mariboru pa Nemci. Pavelić je pa razglasil svojo neodvisno Hrvaško. In še naroča, bodi na straži, verjetno te čakajo velike naloge, ki jih bo terjala od tebe domovina. Domovina je ostala brez glasu. Sredi poletja 1941 šele dobi iz jezuitskih virov strahotno in obširno poročilo o divjanju Nemcev na Gorenjskem in Štajerskem. Nečloveško postopanje z duhovniki in inteligenco ter maščevalno pobijanje talcev. V mesecu oktobru izve za smrt svoje matere, ki je umrla 14. maja 1941. Pred odhodom sem mi bil obljubil, mati, čez 5 let se vrnem. V februarju 1941 je teh 5 let minilo. Mati me ni mogla več čakati. Poiskal sem sliko matere, v domači obleki z nazaj zavezano ruto. Na prvi strani duhovnega življenja sem jo objavil. Yeah.